Živijo, dobrodošli v oddaji Ambienti. Kaj vse vam ponujemo v današnji oddaji? Ogledali si bomo zemljanko 4 metre pod zeliščnim vrtom, pokazali mini podstrešno stanovanje in nagrajeno kolesarsko brv v Bohinjski Bistrici. Pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah živita zeliščarica in čebelar. Na strmem pobočju pod hišo sta sprva zasnovala zeliščni park. Nato sta razmišljala, kje na svojem vrtu bi lahko spila zeliščni čaj. In sta iz starih materialov zgradila imenitno zemljanko. Že samo pogled na njo pelje v svet pravljičnih dimenzij. Marsikdo bi pomislil, da smo na Štajerskem, deželi hobitov, a smo na njihovem vikendu na Štajerskem. Smo 4 metre pod zemljo v zemljanki, ki sta jo zgradila Danica in Jože Kolarič. Gospa Danica, jaz sem mislil, da je taka hišica zgolj iz filmov, trenutno pa dejansko sediva v njej, sem presrečen, se počutim kot v eni pravljici. Živite vi v tej zemljanki? Tukaj sva zdaj v čajnici, to je naša čajnica. Tukaj ne živimo, smo pa večkrat v tem prostoru. Lahko spijem čaj, ker smo v čajnici? Izvolite. Kaj pijeva? Pijemo Anin čaj. Zakaj pa je dober Anin čaj? Anin čaj je krasen čaj, je polno zelišč, 11 zelišč je v tem čaju. Je pa čaj, ki ti prikliče na smeh na obraz, tako da danes, če bova se smejala, to je od čaja. Upam, da bova speljala do konca s tem čajem. Bova, poskusila. Povejte mi, kako ste se lotili načrtovanja take zemljanke? Najbrž ni lahek projekt, ne? To je nastalo spontano. Zeliščni park je nastal pred leti, pred 20 leti približno, in kasneje je bila želja, da nekaj čaj popijemo. In lotela sva se točno po programu, sama sva si narisala načrt in približala to okolici. Vam je kdo pri načrtovanju pomagal? Ne, to sva počela sama. Mojstre sva prosila za pomoč, vendar niso verjeli najni zgodbi. Niso verjeli, da je možno lesen objekt narediti v zemlji. Les je pristen, star. Kje ste dobili te materijale? Vse delamo preprosto, tudi midva sva preprosta človeka. In tako sva prišla do teh preprostih stvari. Vse, kar drugi mečejo stran, midva to pobirava. In z tega ustvarjava. Tako je nastal vrt zeliščni, klopi so zunaj vse lesene, tudi te materijale sva iskala okrog. Našla sva ravno v tem času star propadajoč projekt in sva prosila, če lahko to poderemo. Tako da najprej, predno sva to sezidala, naredila, sva to en objekt prej podrla in to prevažala in ponovno sestavljala. A se da to kje videti? Seveda, to sem vse fotografirala. Bi mi pokazali? Tako, poglejte. Vso zgodbo si ne bi mogla speljati tako, kot je, če ne bi bil tukaj peščeni teren. Ker je pesek, je vse skupaj lažje. Voda pronika skozi pesek, če bi bil mogoče tu lapor, strukture, drugačne zemlje, bi to vse skupaj drselo. Točno to. In zato je to prednost, da smo lahko to naredili. Se pravi, je zgolj samo ta stranica je rahlo zidana, da drži drugo ni. Točno to. In ta projekt smo morala končati v enem letu. Zakaj pa? Zato, ker bi lahko lese navleko vlage. In bi trohnel. Točno to. In ta čajnica ne bi tako dišala. Zdaj pa diši po naravnem lesu, če pa bi to se navleklo, bi dišala po trohnelem, propadajočem. Kdo so pa ti delavci, ki so vam pomagali? Najprej smo prosila mojstre, in niso verjeli najni zgodbi, kot sem rekla. In tako smo se lotili tega objekta sami. To je moja družina in ožji člani. Tako da to je družinski projekt. Se pravi, v enem letu je nastala tale čajnica, zgolj z družinskimi rokami. Z družinskimi rokami. Vsak dan, čisto vsak dan, vsako prosto uro, smo midva to nalagala. Verjela smo v zgodbi in ustvarjala, ker je nekaj najlepšega, ko ustvarjaš. Kako ste pa potem napolnili tale interijer z omarami, z mizami, ker je vse starinsko oziroma se izgleda? Po stenah je družinska dediščina.
Vse sem že prej skrbno čuvala, vsak predmet in tu sem si želela ta prostor, kjer bi te stvari ostale. Ko stopiš tukaj ven, bi pravi Štajerec rekel, tule bo vinograd. Zakaj ni vinograda? Prav ste rekli, pred leti je bil to vinograd in kasneje smo ugotovila, da tega vina midva vse ne spijeva, pa če ga bi, ga ne smeva vsega spiti, ne? In tako sva se odločila za zelišča. Odločila sva se vinograd posekati in sva naredila zeliščni park. In vam je vsaj pri zeliščnem parku kdo pomagal? Kakšen krajinski arhitekt? Pa tudi to ne, verjamete zgodbi ali ne, tudi to sem vzela 2 veliki poli papirja in začrtala, stezice sem zaobla, da je lažja pot, rastline lepo označila, tako da vsaka ima svoj prostor, da se pokaže svoji lepoti. Okoli zelišča so take ograjice, imajo funkcijo ali zgolj, da se ve, tukaj je eno zelišče, tukaj je drugo? Ja, več namenov je. Vse delamo premišljeno in tudi te ograjice so premišljene. Prvič, krasijo naš vrt, preproste so, z naravnih materialov, spet naravne latice, ne, ko smo jih požagali. Drugič pa zadržujejo vlago, tako da našo zastirko, vse kar za zastirke narediš, ali kaj, da ti ne odnaša zemlje in tudi vlago drži se skupaj. Da je bogatejša zemlja. Točno, ko ste rekli, ja. V zeliščnem parku je posajenih približno 250 zdravilnih rastlin. Zanje sta Danica in Jože pridobila ekološki certifikat. Pri nabiranju in uporabi rastlin upoštevata pravilo. Ni pomembno, koliko rastlin poznaš. Pomembno je, kako jih poznaš. Lepa misel. Mi boste povedali še kaj več. Recimo, narediva uslugo moškemu svetu in povejte, katera rastlinica je pa dobra za moške. Lahko bi uporabljali luštrek, lahko bi bil še traj. Kasneje nam je zeliščarica razkrila, zakaj ti 2 rastlini. Luštrek, da je lušno, še traj pa zato, da še traja in traja. Na koncu zeliščnega vrta se pot razcepi. Ena stezica vodi k zemljanki, druga k čebelnjaku. Jože je že vrsto let čebelar in tako nadaljuje tradicijo svojih dedkov, stricev in očeta. Čebele so naša ljubezen. Jaz imam zelišča, sva si delo kar razdelila, jaz imam zelišča, mož pa čebele. In trudiva se, da te rastline pobirava v čaj. Čebele pa to pobirajo cvetni prah in to je vse se kar zmenimo, malo jaz, malo ti in čebele res pridno pobirajo po naših zeliščih. In kakšen med nastane potem cvetlični najbrž? Cvetlični, jaz pravim, da naš med je drugačen, raznolik, raznovrsten, poln teh zdravilnih učinkovin, ki vsebujejo zelišča. Ličko meda zaužiješ in dobiš celo košaro zelišč. Imam še eno vprašanje. Reči. Imam eno rano na komolcu. Kaj mi predlagate, da bi se hitrejše pozdravilo? Ja, zelišča in med. Katero zelišče? Mislim, da bi bil ognjič, Ognjič? mazilo ognjiča z medom. A mi ga boste dali malo gor? Zakaj pa ne? No, dajme. Zakaj pa ne? Samo moram paziti za Ja, mikrofon. zakaj pa ne? Tukaj? Au. Vas ves boli? Ne. Kako dolgo imate to rano? 2 tedna, 3 mogoče, 4. Res? Res. Kaj pa ste delali? Nogomet sem igral. Ja, samo vi bi takoj mogli med dati gor. Joj. Med pozdravi vse. A sem zdaj kaj slajši? Ja, Sem, ja. ne?
Po oglasih si bomo ogledali mini podstrešno stanovanje in nagrajeno kolesarsko brv v Bohinjski Bistrici. Tudi mini stanovanja ima lahko vse, kar ima veliko. Pomembno je zaupati arhitektu, ki ve, kakšne trike je treba uporabiti pri opremi malih stanovanj. V letošnjem letu je bila na evropski ravni opravljena raziskava Barometer zdravega doma. In kakšne so ugotovitve? Smo v meščanskem bloku iz 50 let. Na zvoncu piše Stairway to Heaven. Prav zanima me, kakšno nebeško stanovanje me čaka na vrhu. Do tja vodi menda kar 92 stopnic. Gospa Saša, kljub temu, da ste po poklicu arhitektka, ste to nalogo projektiranja tele mansarde zaupali svoji kolegici, prijateljici Špeli. Ja, Kako to? Zakaj? res je. Ja. Kot prvo je vedno ta problem časa, ne? Kot drugo je, Špelo poznam že dolg časa, poznam njeno strokovno delo, tako da se mi je zdela, takoj sem na njo pomislila, se mi je zdela primerna za to delo. In kot zadnje, kot lastnik imaš vedno do takih stvari, ki jih delaš zase, malo drugačen pogled, ne vidiš celotne slike. Imaš nek cilj zastavljen, ampak mogoče ta cilj ne bi bil ta prav za ta prostor. Zato sem se odločila, da tokrat pa pač prevzamem vlogo naročnika. In moram reči, da sem navdušena nad to odločitvijo in tudi pač sam rezultat kaže na to, da sem se prav odločila. Tako da ja, obedve smo arhitektki, zato obedve znava brati načrte, razumeva prostor podobno, zato smo tudi zelo hitro prišli do končne rešitve. Pa je bil potem to slučaj, da v času, ko so pač prenavljali tole mansardo, ste šli takrat na počitnice oziroma na dopust? Ne, to je bilo kar planirano. A ste se umaknili, pa naj v miru delajo, kot želijo? Ker se pravim, poleg tega, da sem si izbrala arhitektko, ki ji zaupam, sem zaupala tudi celotni ekipi gradbenikov, ki so bili tukaj prisotni, se pravi vsem izvajalcem. Jih poznam že od prej, ne, tako da tudi njihovemu delu zaupam. Od gradbenika, inštalaterja, mizarja, steklarja. Tako da sem si dovolila preskočiti stres, ki ga pač ta gradbišča, ki ga vedno prinašajo, sploh v blokih, in sem šla na dopust. Arhitektka Špela. Verjetno je posebna čast, da ti kolegica nameni prenovo njenega stanovanja. Na začetku je bilo kar malo treme, zato ker jasno, ko delaš za stanovskega kolega, je to pa še toliko večja odgovornost, ne? Kaj bo on potem... Ja, seveda ne, ker isto on počne tako kot ti, ne. Kako umestiti na 30 kvadratov, ki je razdeljenih na 2 nivoja, kako umestiti? To so bile prve želje, ne, naročnice, in sicer veliko postelja, dnevno zofo in stopnica za prehod med obema nivojema, da so prostorne, ne smejo biti majhne, ne smejo biti okrogle, skratka prostorne stopnice, ki bi bile hkrati tudi nek dekorativen element v celem prostoru. Pa hkrati imeti noter pomivalni stroj, pralni stroj in vse te stvari, ki običajno potrebuješ za življenje. Ja. Točno tako. Recimo prav neki principi oblikovanja teh majhnih prostorov so recimo vodilo tako, da ti združuješ funkcije. Recimo tukaj imamo zofo, ki je hkrati za dnevno posedanje ob jedilni mizi nadomešča dodatna 2 stola. Hkrati je ta zofa, ko jo raztegnemo, ležišče za dodatni 2 osebi. Noter ima pa tudi shranjevalne prostore za recimo dodatne odeje, posteljnino, dodatne blazine oziroma za neko večjo garderobo. Potem hkrati, tako sem že prej omenila, stopnice so hkrati povezovalni element, čist funkcija iz enega nivoja, kako pridemo v drugi nivo, hkrati pa te stopnice noter nosijo v sebi še dodatne te shranjevalne površine, teh nekih velikih sesalcev, sušilcev za perilo, na tej strani tudi neka prtljaga, dodatne škatle. Hkrati imajo tudi te kuhinjske omarice za fronte, mi skrivajo prostor, ki je namenjen za shranjevanje stvari, ki jih rabiš v kuhinji, hkrati pa tudi tam naprej še pralni stroj, ki ni del kuhnja, ampak v tem primeru je bila tudi ena od zahtev, kako v bistvu narediti čim večjo kopalnico, ker zdaj
Recimo, prav pri oblikovanju kopalnic je nek tak trend, da je to vse večje, vse bolj dnevna kopalnica, da se ti noter lahko enostavno obrneš. In to na 30 kvadratih je bil tudi izziv, zato je pralni stroj pod hladilnikom v kuhinji. Kako povečati nek prostor, z uporabo ogledal? Zdaj, tako ogledale smo namestili na obe zadnji steni. To pomeni, da eno veliko vertikalno ogledalo, predno ti zapustiš prostor, tako da se res v celoti vidiš, da si v redu za ven, hkrati pa ti podaljša prostor. Na drugi strani je pa v bistvu to ogledalo, ki je v podaljšku kuhinjskega niza, se pravi v dnevnem prostoru, v tej niši, je pa to ogledalo zelo dekorativno. Hkrati služi samo za ustvarjanje nekih zrcalnih ambientov v tem prostoru. Že samo stanovanje, ko smo stopili prvič v to stanovanje, je bilo zelo svetlo. In sicer imamo strešna okna na obeh nivojih, to pomeni, da je prostor enakomerno osvetljen, to je največja odlika prostora. Potem pa še imamo strešna okna na obeh strešinah, tako da imamo sončne žarke v stanovanju preko celega dneva. Ujamemo in vzhod in zahodno lego. Tako da, kar se tega tiče, je idealna razporeditev svetlobe. Zvečer smo pa recimo naravno svetlobo umestili znotraj strešne konstrukcije. Te obstoječe lesene zveze skrivajo noter LED trakove. To so lednice tukaj zadnji. Ja, LED trakovi, ki so obrnjeni tako, da oni svetijo in navzdol in navzgor. Na ta način tudi zvečer, recimo, če imamo mi svetlobo ponavadi na stropu in je strop temnejši. V tem primeru, ko imamo mi nekje na 2/3 vir svetlobe in če to osvetimo navzgor, nam na ta način še povišajo prostor svetilke. Gospa Neža, na kakšen način čim bolje izkoristiti mansardo? Mansardo izkoriščamo praktično tako, da izkoristimo njen potencial, to je volumen. Tako kot smo danes v enem stanovanju, vidimo to dvoetažnost, ki se izkaže še posebej dobra rešitev, če je stanovanje majhno. Se pravi, mansarde imajo to gracioznost, volumen. Vemo, da arhitektura se meri po volumnu, ne po kvadratnih metrih. Letos je bila na evropski ravni narejena raziskava, barometer zdravega doma. In zdaj me zanima, katere pa so glavne točke ali pa karakteristike, katerim se posveča ta raziskava? Če smem, bom jaz kar odprla na strani, da bomo imeli majčken za oporo. Takole, na prvem mestu, kar lepo sediva pod okni, ki daje svetlobo, če smo v prostoru, ki je dobro osvetljen, tudi kvalitetno osvetljen, se za 50% bolje počutimo. Svetloba daje energijo in mogoče zelo pomembno je tudi dejstvo, da 76% Evropejcev prižiga luč podnevi. Se pravi, to pomeni, da v kopalnici nimajo okna. Tudi v dnevnem prostoru ali kuhinji, v otroški sobi, delovni kotički, prostori so podhranjeni, še hujše pa, da se tega ne zavedajo. Torej, nekaj moramo tudi na tem segmentu narediti, učenju praktično. Se pravi, prva točka svetloba. Druga je temperaturno ugodje. 50% je več nosnih obolenj, obolenj grla, če je temperatura v prostorih prenizka. Podobno je recimo tudi plesniva stanovanja, problematika plesnivih starih stanovanj, 50% več možnosti, da se dihalne poti vnamejo. Potem je recimo svež zrak, spet produktivnost je toliko večja. Tukaj imam še en podatek, ki sem se ga prav zapomnila, lepo napisan, 59% Evropejcev prezračuje manj kot 2-krat dnevno. Ja, to je mogoče... Če pa delajo cel dan, ne morajo doma pol prezračiti. Sobote, nedelje. Prazniki, ja, počitnice. Tako, ja. Pa kljub temu, zaprt prostor, konstanten zrak, to svež zrak, niti ne zavedamo se včasih, kaj dihamo. Ta četrta zadeva je, da Evropejci so spoznali dobro spanje, kot tisto, kar jih polni z energijo. Tukaj seveda lahko še dodava mogoče moža, ženo, kdo smrči, kdo ne smrči, ampak ko gledamo te ostale vidike, se pravi pogoj za spanje, primerna temperatura, svež zrak. To je zaenkrat ključno. Kaj bi prej rekel, nižja temperatura se bolj spika pa... Tako, definitivno, kakšna stopinja mej. Ne več, ker potem je že problemi, ampak pustiva te zadeve. Zadnja zadeva je pa primerna vlaga. Primerna vlaga v stanovanjih, ker vemo, da s kuhanjem, pranjem, pomivanjem zelo hitro naraste. Problemi so tudi plesnivost in tako naprej.
Ja. Tako da te zadeve. No. Verjetno slaba gradnja. In če še nekaj omenim, ne, kaj ljudi motivira za prenove? 75% ljudi motivira to, da bojo dejansko manj plačali na koncu, ampak skoraj isti procent, 73%, jih motivira pa to, da bojo zdravo živeli. Ne? To zdravo bivanje, to, da si je dom zdrav. Ja, sej, verjetno je to smisel vsega skupaj. Ne? Tako je. Nagrajena kolesarska brv je ena od 6 vstopnih točk na kolesarsko pot, ki je idealna za rekreativno kolesarjenje po Bohinju in je ena tamkajšnjih najpomembnejših turističnih zanimivosti. Da gre za resnično vrhunski arhitekturni projekt, pritrjujeta domača in tudi tuja stroka. V objemu Julijskih Alp v Bohinjski Bistrici se preko Save Bohinjke v elegantnem loku pne kolesarska brv. Zasnovana je tako, da se popolnoma zlije s prelepo naravo, ki jo obdaja. In zdi se, kot da je ta prostor že od nekdaj čakal nanjo, saj so jo tako domačini kot turisti takoj vzeli za svojo. Gospod Miha Dešman, vi ste eden od arhitektov, ki ste zasnovali to kolesarsko brv. Kako je ustvarjati v tem specifičnem okolju, po eni strani graditi moderen objekt in biti hkrati zvest tradiciji? Verjetno ni ravno enostavno. Pri arhitekturi gre v bistvu za neke principe, ki niso od danes, ne? Ampak so več ali manj že 5000 let enaki. In dobri arhitekti znamo ali pa znajo nekako poiskati ali pa razumeti te principe in jih uporabiti za vsako specifično nalogo. Pri eni tako posebni nalogi, kakor je most, je pa treba upoštevati tudi specifiko, ki jo most v prostoru pomeni. Tu so 3 stvari pomembne. Reka, potem pot in pa bregovi. In most je zato eno središče, pomembna točka v prostoru, ker poveže te 3 stvari v neko novo možnost ali pa v neko novo situacijo, kjer se na drug način odpre pokrajina, na drug način odpre pogled na reko, pa tudi naredi se prehod tam, ker ga prej ni bilo. In to je ena od stvari, ki jih mostovi imajo v sebi, zato so simbolno v prostoru tako pomembni. Če pa govoriva o odnosu do lokalne tradicije gradnje ali pa do načinov, kako se gradi v tem prostoru, pa so nekatere izbire, ki so pri tem mostu seveda logične. Logična se nam je tako izdela izbira, da bomo uporabili kot material les. Druga stvar, ko se človek pač v Bohinju sprehaja po tej prelepi pokrajini, vidi kar nekaj te arhitekture tradicionalne, ki je tukaj. Recimo kozolci v Studorju so bili ena taka stvar, ki so bili za nas recimo direktna inšpiracija in po materialnosti uporabile se, pa tudi po neki konstruktivnosti. Takšni konstruktivnosti, ki je izrazito racionalna, ker kmetje v tem okolju so si zgradili najbolj možno racionalno arhitekturo. Mi smo skušali razmišljati ali pa nekako povzeti ta način razmišljanja in narediti objekt, ki bo tako skrajno racionalen, da ne bo nič preveč, da se ne bo dal nič odvzeti in da bo ravno prav. In mogoče nam je celo vsaj deloma uspelo. Tako da so se stvari nekako ujele v nek izrazito razumen izid in to je bilo tudi tisto, kar je prepričalo recimo mednarodne ocenjevalce, da so to prepoznali. Najprej smo dobili za ta most nagrado za najboljšo leseno gradnjo leta 2013, takrat, ko je bil most tudi narejen. To je domača slovenska nagrada strokovne javnosti. Druga, tudi strokovna nagrada pa je bila ta svetovna nagrada, ki je bila konec letošnjega maja v New Yorku, tako? Tako, Architizer, kjer smo tudi dobili nagrado strokovne žirije v kategoriji mostovi in cestni objekti. Velikokrat je težko doseči preprostost in normalnost, ki je hkrati pametna, racionalna in ima rečemo, neko javno vlogo in korist. Pri tem mostu je posebno to, da ni poseben, da je tako preprost, da ga vsak prepozna, razume kot arhetip nekega prečenja reke in da je v tej svoji preprostosti
recimo temu eleganten, prepričljiv, Uporaben, modeber, univerzalen, kratka. pa hkrati normalen. Ja. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Imejte se lepo, uživajte in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo bolj podrobno ogledali tole stanovanje, opremljeno zgolj z izdelki slovenskih oblikovalcev. Sodobne in tradicionalne kuhinje, ter kako je mlad par v Škrbini na Krasu predelal staro hišo v svoj dom in jo obdal z enim najlepših vrtov na tem koncu dežele.